Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Sredino jutro in izjemno zanimiva debatna sreda je. Pa res izjemno zanimiva. Pogovarjali smo se o tem, kdaj pa se je vseeno fajn zlagati o tako imenovanih belih lažeh oziroma humanih lažeh. Ja. In jaz na koncu več nisem vedel, ali pa je res pokanina. Ja. Jaz nisem vedel, kaj je zdaj res, pa kdo, kaj zdaj se mi lažeta, se mi nalažeta. Ne, mi dva nikoli tebi se nalažemo. No, vidite, o tem govorim, da na koncu več že ne veš. Ali je to res, ali samo kot ChatGPT haluciniram resnico, ne? Vzameš, kak vzameš. Si pa v redu, fanci, veš. Ti pa ful dober na radiju. No, vidite, ampak to je samo ena od tem, ki smo jih imeli danes zjutraj, tako da, če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete podcastu tega jutra, sicer pa spet jutri zjutraj. 5:30. Ok, sta videla to? Trump je spet zacumo. Ja, to smo videla. Ampak pa in ni. Pa je samo gledal in face me žikal. Ja, face razmišljal, ne? Ja, tako so rekli v Beli hiši. Ja, mogo je v sebe pogledati, kaj. Kaj je bilo, kaj se je dogajalo, ko je zacumo spet, med čem tokrat? Je najprej imel neki govor, pa je zacumal. Potrudilo ga. Ja, najprej je povedal to, kar je on imel, drugi pa. Kaj si hecen? Ampak, mislim, govor človeka zmatra, ne? Ja. Poglejte, kak sta vidva, recimo. Ja, ob 9, čisto zabeg vreč. In ne, po govoru. Res je. Pa še niti ne razmišljata dost, kaj še le da bi. Toliko. Daj no, hecam. Ampak je pa ena stvar, dajmo to na to z enega drugega zornega kota pogledati. Ja. Se strinjata? Dajmo, ne? Pazita to. Ali v tem momentu razumeta Donalda Trumpa, ko je ura 5:52 minut? Ja. Ali bi lahko razumela? Tudi vidva? Lahko. Če kdaj, ga razumemo zdaj. Absolutno. Vpraša me ob 11, tam lahko še hitreje. Ja, jaz sem tako razumevajoč, v bistvu načeloma tam kakih 3 popoldne, te sem izjemno razumevajoč. Te samo kimaš, reda radi, ne? Res je. Mogoče cuma kdo. Ja, dajmo malo. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Mrzlo jutro je, ne pozabiti, ja. Tako da če ste pravkar pokukali izpod odeje in pač tak, seveda edino prvo in pametno stvar naredili, vklopili to ti radio, ne morate vedeti, dajte kako plast oblačil dodatno. Danes jutraj samo okoli 2-3 stopinje, ponekod še manj po našem koncu Slovenije, v kaki zatišni legi, tudi nulika, ne? Tudi lahko. Nulika. Okay, na srečo je to edino tako hladno jutro, pol bo šlo spet gor. Drugače pa danes je sreda, danes imamo debatno sredo na temo, kdaj pa se je pametno zlagati. Če sploh. Pa vse je. Jaz mislim, da je kar situacija. Ja, v imenu boljših odnosov zagotovo na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Pa danes jutraj bomo recimo govorili tudi o tem, kako je Jeger včeraj pogumno šel, kamor še nihče iz ekipe tega jutra nikoli ni šel in je preživel. Čem točno govorim, vse to v nadaljevanju, pa seveda to ti hudi hiti in dejstvo, da gremo skupaj v nov dan, kar pa je tak največ vredno, ker skupaj imamo to. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Na eno stvar pa moramo opozoriti. In to nujno se mi zdi, ker prihodnji teden, če smo natančni, čez točno 7 dni, prihodnjo sredo, pride v Maribox nov film iz univerzuma Star Wars. Okay. In sicer gre za enega od najbolj pričakovanih znanstveno-fantastičnih filmov leta 2026, Mandalorec in Grogu. Se veste, kdo je Grogu? Ja. Kdo je Grogu? Nijem pojma. Oni mali Yoda. Ne? Yoda vem, kdo je. Ok, mini Yoda. Okay. In zdaj tako, veš, je bilo kar nekaj debat na temo, joj, pa kaj ni, to je samo za hude fane, pa to ne, ni. To je vrhunski znanstveno-fantastični film, ki ga lahko gledaš tudi brez predznanja. Res, nič ni narobe, če sicer si pogledal serije
ker Mandalorian je, oziroma Mandalorec je bila tudi serija, si Groguta pogledala. Veš, kaj sem zdaj prla gor vmes. Mandalorec drži Groguta v rokici, taki mali je. Ja, pa letita po luftu. Ja. Če ima pa ta jetpack. Ja, luška, tako neki mali pesek je njegov. Dobro. Okay. Pa če to ne poznavalka. No in bila je tudi serija in ja, seveda pomagam, ampak tudi če ne, to je vseeno, se veste, ne bi šli toliko vlagati v neki taki veliki film, če ne bi bilo to za vse. Tako. Ker za neko ozko skupino, čeprav nas ni malo fanov serije Star Wars, ampak vseeno je to, kot sem dejal, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026, eden največjih filmskih hitov in lahko že zdaj seveda napovemo, da bomo v prihodnjem tednu tudi mi imeli proste vstopnice, kajti pripravljamo filmsko premiero v Mariboxu, ampak za vsak primer, ker to je vseeno kar dogodek, ki bo v sredo ob 7, so pa tudi vstopnice že v prodaji, tako da ne čakaš, ker je fajn, da greš na predpremiero oziroma takrat, ko pač prvič je, tako sem že malo zmeden pri vsem tem, kako to vse imenujejo. Pa prvi screening, pa predpremiera, pa ja, samo enkrat, pol pa šele čez 2 meseca. Pa nima veze, že sredo, torej čez en teden. Sredo se dobimo v Mariboxu in to je to. Ja, no, tako da, ampak samo da ne pozabite, ker se pa že pojavljajo, vse pogostejše tudi, ne vem, če ste opazili okoli reklame, ti veliki plakati, malo manjši plakati, posod že malo, tako da Mandalorec in Grogu prihodnji teden v Mariboxu in jasno, da bomo v prihodnjem tednu tudi mi imeli proste vstopnice. 15.6. je Dobro jutro. Dobro jutro. Eno od najlepših posvečenih radiju iz 80-ih. Kdaj ste na zadnje slišala to? Dolgo ne. Jaz pa si jo kar pogosto zavrtim. Res? Jaz sem veliki fan Queenov. Jaz tudi. Res? Idi. Ja. Res? Pije. Ja. Ne? Tak pa če. Kaj si ti? Pravi ga. Lepa. Mislim, pohvalno. Ja. Tukaj so z Radio Gaga. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, danes je sreda, kar pomeni, da imamo debatno sredo. Tu pač ni napačnih odgovorov oziroma če smo v duhu tega, kar se dogaja na občini, participativnih zapisov. Bravo. Na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051 220 220. Danes je tema morda malo mejna, ker že otroke učimo od malega naprej, da se lagati pa absolutno ne sme, da je to grdo, da to ni prav in da je to pač zajčja luknja, če uporabimo analogijo iz Alice v čudežni deželi, ki te samo vleče dol in globije, dokler pač nekje ne vžge, prek keblače. Morda teh izrazov ne uporabljamo, ko otroke učimo, ampak vemo, kaj sem mislil povedati. V principu, ne? Ampak po drugi strani pa, ko tako pogledamo, so pa morda nekatere, jaz temu pravim, pravi izraz je, se mi zdi, da bela laž, jaz pravim temu tudi humane laži. Dobro, tako, bela laž, ja. Bela laž, humana laž, laž iz sočutja. Tako. Vprašanje sicer, koliko zares koristimo s tem, ampak ko se znajdeš v nekem danem momentu, pa ne moreš. Ja. Predstavljati si primer, ne vem, da imate starejšega člana družine, pač ki je del družine, imate ga ali jo radi in imaš rojstni dan in on ti ali pa ona prinese najmanj primerno in potrebno darilo v zgodovini. Tega mislim. Merilec krvnega tlaka, recimo. Tehnično. Vago. Recimo, ja. Štrikan pulover. Ja. Naprimer. 16 zokne, no, ja. Vrsti, ki so še zapakirani. To ni na seznamu najbolj nepotrebnih, ampak ja, to je ta, ne? In potem rečeš, super, hvala lepa, ful dobro. To pa res, joj, krasno. Ja. Misliš pa si to je pametno, da se... Ja. Recimo, tako, o takih stvarih govorim in verjetno je bilo kar nekaj situacij, podobnih, v katerih ste se znašli. Zato
Kdaj pa se je in v katerih primerih po vaše vseeno dobro zlagati ali pa se lahko zlažemo, ne? To je danes debata. Vidva? Koliko je tega. Prvi, dve bom samo izpostavil. Prva je ta, recimo, da ko si še v službi, ampak si ravno na odhodu, pa je sodelavec nekje zunaj, pa bi rabo nekaj od tebe, pa če rečeš, da si že šel domov. Ne? Čeprav si ravno na štempel mašini, ne? Tako. Pa bi še lahko. Recimo, ta bi bila ena taka, ali pa recimo, sploh to je zdaj pri nas doma, ali pa je bilo kako leto nazaj, ko se je začela Pija barvat pa risat, ne? Kak lepo. Prinese, ne, kaj si narisala, kak lepo, čeprav nimaš pojma, kaj narisala, ne? Dobro, to je za spodbudo, ne? Ja, ampak se pač tudi zlažeš, ampak moraš pa tudi tako pomisliti, ne, mogoče pa s tem koristiš, ne, če bi ti že kot mali povedal, glej, likovna umetnica ne boš, začni pet raje. Pri 3 letih pa ne moreš otroku tega reči, pri 3 letih. Samo mečem ven. Se lepo narisala, si. Ali si s tem karkoli koristil, ne, za življenje. Pohvala je, žerko. Zato, ker pri 3 letih še absolutno. Vse je super, nič. Lega je že živčen, že plastenko stiska. Za potrebe debate, to ni nič osebnega. Veš, kaj še je tudi takega, ko recimo, ko ga srečaš na ulici po dolgem času, ne? Zdravo, kak si? Rečeš v redu, tudi če se zlažeš, ker dobenega ne zanima, da imaš bolečo rebro, da te steka v levi mišici. Ampak to ni toliko laž, koliko je to pač neobčutek za sočloveka, ker če te nekdo vpraša, si v redu, ga nas zanima zares, če si v redu, nas začne zlagati. Tako da to je torej danes tema v debatni sredi na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051 220 220. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In ker je danes sreda, imamo debatno sredo. In danes imamo eno tako temo, ne, ko zdaj pač se ni treba lagati, čeprav se menimo, kdaj pa se je vseeno fajn zlagati. Ne? Ja. Ker vemo, to ni lepo in tudi ne koristno, čist realno gledano, če ne poveš in delaš stvari po resnici. Prej ali slej nekje pride okoli in te vgrizne v rit. Tako čist preprosto povedano. Kar je recimo napisal tudi Darko v SMS-u 051 220 220 in pravi, da seveda se ni dobro lagati, ker vsaka generira naslednjo laž, ne, vsaka laž generira naslednjo laž, dokler resnica ne zategne zanke. Ne, se res. Absolutno je res. Ampak danes se pogovarjamo o teh belih lažeh. Humanih. Tako, to kar pač sočutnih. Da se ne napol do konca skregaš do kraja. In zdaj tu, da se izogneš temu. Ne smemo se, tu se zdaj ne smemo lagati, ne. Bodimo odkriti, pa povejmo, mi smo že kdaj in v kateri situaciji. Absolutno. Ker zdaj ne bo noben rekel, da recimo, ko se pa zdaj recimo otrok star 7, 8, 9 let odloči, da bo prvič naredil pecivo, pa naredi pecivo in nekaj za jesti, in ker seveda Nutella pa ketchup absolutno ne gre ta skupaj. Ko dobiš na krožnik, pa rečeš, joj, kak dobro. Tako. Ne? Ali pa samo recimo, zato, da ne zgubi volje. Bela laž bi bila tudi, če te žena vpraša, kdo boljše kuha, jaz ali tvoja mama. Ojej. Vedno ti, draga. Dokler ni mama poleg, ne? Če bi te ocenjevali, bilo to za zvezdico. Recimo pa take, ne? Pa take. Vidim, da imaš kar izkušnje s tem, ne? Ja. Veš kaj, mi skozi leta smo morali moški en poseben način komunikacije oziroma, bom rekel tak, alternativno resnico začeti. Tako je. Edina prava resnica v očeh ženske. Ali to lahko razumete? To je samo ohranitveni nagon naš bil v bistvu. Točno to, kaj imam debelo rit v teh hlačah. Ne. Z prve, pa tudi čas, kako hitro odgovoriš, je važno. Ja, tako je. Pa ton. Pa izraz na obrazu, ker tudi to lahko kompleten mora biti. Vidite, to je kompletna, tako imenovana humana laž. Če ste celo žensko perspektivo, pač ne? Absolutno. Nekaj se pač morate naučiti, pa sodelovati. Zakaj imamo občutek, da bo ogromno tega šlo ravno v tej smeri danes, ko se to pogovarjamo? Ampak morate pa vedeti, da recimo take
alternativne resnice jih imenujemo, ali pa bele laži, ali pa humane laži, kakorkoli, lahko vseeno naredijo dobro, ne samo v določenih odnosih, tudi v celih karierah, recimo. Ne, ker zdaj, če bi jaz po pravici povedal igro na začetku, recimo, ne. Ali ga danes? Pa se še nekako bolj naredil. To ne pravim, ne, tako malo moraš širše dobro včasih pogledati. Zdaj se spomnim tistih prvih dni, saj je dobro, glej ti samo tak dalje. Jaz sem skoristil, skaj bi lahko povedal. Pa si pogledal, pa sta bila direktor, pa Dejan Veren Kotov. Ja, to si vedel, da ni okej, ne. Pa vsake toliko časa je eno od kimo. Pa zaskrbljenje obrazi. Ja, danes torej debatiramo na temo, kdaj pa se je dobro zlagati, oziroma v katerih primerih, lahko tudi kak svoj primer poveste na naših družbenih in v SMS-ih 051 220 220. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj dejstvo je, še vedno se niso zmenili, še vedno nimamo vlade, ne. Ampak komedije v Državnem zboru pa so se že začele. Tokrat pač po eni nerodnosti, ampak vrezal je prvič Vlado Šega. Dobro jutro, Vlado, če poslušaš. Dobro jutro, kak si Šegec? Dobro, štima, fajn. Fajn je, da malo tega mariborskega štiha ne preneseš tu. Tako. Šlo je za eno pač napako, lapsus lingve med debato o interventnem zakonu, kjer je pač kot poslanec Levice predstavljal neka svoja stališča in vmes se zmotil v priimku. Vendar grobo krši dve temeljni delovski pravici. Eno je že omenila Tina Gaber, pa Tina Brecer. Višin je dobil aplauz, celo aplauz je dobil, ok, še enkrat. Vendar grobo krši dve temeljni delovski pravici. Eno je že omenila Tina Gaber, pa Tina Brecer. Tina Gaber, kaj pa te, Vlado? Kaj pa te misliš to? Ja, no. In kak misliš, da se je Tina Gaber počutila, glede na to, da zdaj od zunaj gleda, ne? Trenutno. Ja, mogoče pa kaj poslala, ne veš, vse, ne? Ja, nikoli hvala, ne veš. ker misliš name. Hvala, Vlado. Kdo si, Vlado, v bistvu najprej? Ja, nič, pa glej, nasmejali pa so se. Točno, evo. Še sam Janez Janša se je nasmejal, sem gledal, ne, tako da veš, to ne, to je da kar, se pa na odprtem je kar dosežek, to ne? pa je dosežek, da Vlado imaš kljukico. Kar se mene tiče, Vlado, si svoje za ta mandat naredil. Bomo spremljali seveda tudi to dogajanje. Dobro jutro. Dobro jutro. In dobrodošli, sreda 13. maj, Eger, ti ne želiš dobro jutro? Ja, dobro jutro, ja. Kaj si Naj ti bo, ne, prvič je. Ja, prvič je. Da mora tako dobro jutro reči, to je kar novo. Drugače pa ena statistika je tu, Eger, pa tu računamo na tvoj input, in sicer pravijo takole, da je v Evropi vedno več rdeče lascev, pa noben strokovnjak ne zna pojasniti, zakaj. Ja, jaz znam pojasniti, čisto biološko je eno. Ja. Aha, ja. Se pravi, rdeči gen daš naprej. Ja. Ok, pač ne vem, zakaj znanstvenike plačujejo, da raziskujejo. Jaz tudi ne, če pa ni logično. Ja, vreda je, seveda. 10 minut čez 7, vidiš? To je zdaj, ko se pogovarjamo danes v debatni sredi, kdaj pa se je mogoče vseeno fajn zlagati in v katerih situacijah, govorimo o teh belih lažeh, o humanitarnih lažeh, zdaj, če bi jaz vprašal, imam jaz v redu glas? Ja. Ja, absolutno. No, vidite. Vrhunskega. In lahko gremo dalje. No, torej danes v debatni sredi na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051 220 220. Kdaj pa se je mogoče fajn zlagati, ko pogledamo širšo sliko? Ker vemo, da seveda je laž absolutno, ima kratke noge, to je prvo, in to drži. In sve ni dobro in nobenemu s tem ne koristiš, še najmanj sebi, ker laž rodi laž in pol dokler ne. Kot je napisal poslušalec Darko, že lepo danes jutri, dokler je resnica ne zategne zanke. Zelo dramatično. Ja,
Ampak, veš, ogromno enih takih drobnih se zgodi in se dogaja vse skozi. Tako je recimo danes zjutraj pisala Mojca in pravi, da so enkrat prijatelji se odločili, da bodo naredili band in pol so full vadli in pol so imeli nastop in pol so me vprašali, kak je bilo, pa sem rekla, fajn. Ja. Vsaj čaga je pol bila dobra, je rekla. Če bi povedala po pravici, veš, ne? Mogoče več ne bi igrali. Ja, kolikokrat si se ti recimo v pleh muziki tak malo motivacijsko zlagal komu? Kar nekajkrat, ja. Da ni razpadlo, pa da nisi sam v gasilski uniformi z bobnom stal, ne, ob postavljanju blaja. Ker dosti samokritični, ampak včasih pa moreš, ja, malo natrositi kako tako belo laž. Samokritičen pomeni, da si do sebe, to nima veze z drugimi. Ne, spravim, da smo v godbi samokritični. Ok, pardon. Tako, ja. Kot skupina, ne? Ampak, no, ne. Glede na to smo vas poslušali. Ja, res je. Ja, res je. Ne, drugače si pa bil super, Dejan. Res, kot si ti dobro takrat igral čmele, to ne moš verjeti. Okay. Pa pisal je tudi poslušalec ali poslušalka, ki se je podpisala kot B v SMS-u na 051 220 220 o tem, koliko serij sem naprej videl, torej poslušalec, pardon, nisem dobro pogledal. Okay. Koliko serij sem naprej pogledal. Kaj to dejansko delate s svojim partnerjem? Naprej gledate serije? Ja, če imaš to je za zapor, prosti. Pa nisem jaz skril, če zraven zaspi. Recimo, tudi to. A veš? Ne tolerirati, ničelno toleranco do tega. Drugače pa zdaj, veš, preko si bende omenjal in to, ne? Ja. Se spomnim, da sem se kar dosti tak belo lagal. Ja, kratko je Dejan Vado, Frajtonarc. Ja, bom. Takrat smo se kar vsi, veš. Samo pol mu je ratalo. To pa je res mu je ratalo. Kaj se zdaj vum vlečeta? Kaj je? Se imata prav, se ni bilo nekaj, ne? Samo pač bilo pa je dovolj dobro. Ja. Po drugi strani pa je tu še ena stvar, recimo, ne? To je, veš, ko se o teh belih lažeh pogovarjamo, ki so za obče dobro ali pa za neko dobrobit soobstoja ali pa človeštva kot takega. Veš, kaj je največji strah jagrov? Ne. To zdaj izvira iz te tako imenovane humane neresnice, ki je bila podana. Okay. Največji strah je, da bodo po naši smrti naše žene puške dejansko prodajale po taki ceni, ko smo se mi zlagali, da smo jih kupovali. Joj, pa daj. Glej, ampak tisti moment. Ja, je pa pač. Ja, tako da debatiramo na naših SMS-ih 051 220 220 in pa na naših družbenih omrežjih. Izvolite. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Zakaj ta dramatičnost? Čist preprosto, morate vedeti, da se je včeraj Jeger pogumno podal, kamor se ni podal še nihče, vsaj iz ekipe Totega jutra ne. Šel je za model in ne za model, ko so delali velike trebušaste lončene posode. Čeprav bi tam tudi ja, lahko. Sveda bi lahko. Nisem bil tam. Skupaj z mano. Ne, šel je na srednjo frizersko šolo. Tako. Za model mlademu obetavnemu frizerju, sicer še iz prvega letnika. Ja. Da to še poudari pogum, ki ga je izkazal naš Matic. Jaz sem vedno pogumen. Miki, ne? Tako k Miki in imela sva se fajn. Se ne dvomim. Glej. Tako gledam frizuro, se on imel še bolj fajn kot ti. Ja, jaz mislim, da je svoje delo opravil z odliko, ampak dajmo najprej poslušati, kaj se je včeraj tam dogajalo. Ej, Mika, prvi del glavo si mi opravil z odliko, res dobro. Kako me boš pa postrigal? Klasično moško, tako bo najboljše, tako je treba. Ok, zdaj tak je, ne, da jaz vem, da ti je tvoj foter danes poslal, da me moraš postriči na balin. Zdaj ne samo povem, da tvoj foter je širši javnosti znan kot Tine Križanič, Tine, ne? Na, ga poslušaj, prosim. Tokrat ga ne. Tokrat nasploh ga ne poslušaj, dobro? Redo.
Ok, Mika, zdaj že take 20 minut obdeluješ moje lase, jaz moram reči, da si izredno dober, natančen, pa tak zelo tak delaš, da si ne že skoraj zaspal zraven, da res tak nežno, elegantno. Zdaj mi pa samo povej, ko si zdaj odblizu pogledal moje lase, a so oranžni? Niti malo niso oranžni, tak zdaj iz mojega vidika. Te pa to še doma fotor povej, dobro? Bom. Evo, mi dva sva fertik, kak si zadovoljen? Pa lahko je bilo boljše, to teh par napak. Kakve napake? Kaj govoriš ti, če je vrhunsko? Ja še nisem imel nikoli tak nazaj popeglane frizure, tako da dobro si naredil. No, vse enkrat prvič, ne, kako pravijo. Vse profesorca je tudi bila zadovoljna, ne? Kaj je rekla, da sem jaz, kak je model za klasično striženje? Da si perfektni model za klasično. Perfektni model, tako. Viš, kaj danes debatiramo o belih oziroma humanih lažeh? Ne, kaj govoriš, ne, fajn je bilo, jaz bi samo še en poziv, Če vas kdo prosi za model na frizerski šoli, pojdite, ne rečite, ne lasi zrastejo nazaj, oni jih pa nujno rabijo. Sploh take, idealne, perfektne. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In dovolite, da vas povabim na en kantautorski par excellence. Jutri zvečer ob 20. živo na Totem radiju, nov koncert v seriji Toti Life in sicer prideta Dimek in Davor Klarič. Odlično. Mislim, to bo od seveda izjemno zabavnih zgodb, prigod in anegdot, tudi izjemen kantautorski večer, ki bo zajel vsebinsko in glasbeno, jasno da, zelo širok diapazon posebnih skupin in interesov. Recimo samo, če pogledamo, kak sta Trofla Jegra, ko sta naredila jadralsko, poslušaj samo en del tega genialnega teksta, ki opisuje te vrhunske morjeplovce, ki grejo 2-3 letno dol, ne? Par dni da pozabimo na stvarnost, da v življenju malo smo zašli. Kljub kravati, Audiju, fajn plači, dan za dnem počnemo, kar nam ni. Ne? Koga briga, če ni vetra, dokler nam zdržijo jedra. Rum in džin sta naš adrenalin. Yes! Vijemo, kako živine, od Marine do Marine. Daj neha, da ne bo naš mah prišel spet. Ne, pri nas se to ne dogaja. Ne, seveda ne. Debatna sreda, danes na 13. maj, ne, Jeger? Torej, jutri zvečer ob 20. ne zamudite v živo nov koncert seriji Toti Life, Dimek in Davor Klarič. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Debatno sredo imamo danes, kateri se pač ni treba lagati, čeprav vemo, da se je včasih verjetno dobro in ob tem, da je laganje absolutno narobe. Tako. In ga obsojamo, včasih pač moraš povedati drugo verzijo resnice za obče dobro. Ja, da preživiš včasih. Tako za obče ali pa predvsem svoje dobro. Tako se dobro sliši, drugo verzijo resnice moraš povedati. Ne? Danes zjutraj debatiramo v SMS-ih na 051 220 220 in na naših družbenih omrežjih kot vedno. Hvala lepa vsem mimogrede, ki ste že pisali, recimo Uroš, ki je tako ultimativno povedal, pravi, največja bela laž, ki jo moški reče ženski, da draga, prav imaš. Lepo zdrav vsem ženskam, brez vas ne bi bilo tako veselo, kot je. Brez vas ne bi bilo nič, bi jaz rekel. Tako, ja. Drži. Nevzdržno bi bilo. Pa se zdaj ne lažemo. Ne, to je pa zdaj čista resnica. Prisežem, ker kak bi to izgledalo, predstavljaj si situacijo, da imaš enega ali pa dva sina, ne hčerke, da imaš dva sina, in da, ne vem, mame ni, mesec ni. Kak bi bajta izgledala? Jaz ne bi prišla nazaj domov. Ne glede na ves trening, pa na vse. Ne? Ja, ne. Hitro se opustiš, ne. Ja. Ali pa recimo še en SMS smo dobili nepodpisan, pravi, največja bela laž, samo to še spijem, pa pride. O ja.
Ali pa ono, ko že zamujaš, pa kličeš in poveš, da si že mimo pernice, a v resnici si še v Lenartu. Dobro. Zato, ker nočeš, mislim, to je bela oziroma humana laž, ker ti v bistvu imaš dobre namene, nočeš razočarati tega, ki te pričakuje in čaka, ker si pač ti svoje zamujaš iz zase upravičljivih razlogov, o čemer bi se lahko diskutiralo v tistem momentu, ne, če so res. In nočeš razočarati in rečeš, evo še 5 minut, čeprav veš, da še najmanj 15 minut. In tako tudi veš, da potem ne bo v redu, ko prideš. Ampak pač za tistih par minut si človeka potolažil. Človeka pomiro in si da. Med drugim, seveda, lega kana resno razmišlja. Ne delaš ti tega? Zdaj pa ti po pravici povej, kolikokrat si rekla, da si dala manj za kako coto kot si. Jaz to vedno rečem. No. Tu za moram biti iskrena. Pa to imam že dolgo. To še pa res imam dolgo, kaj? Mislim, zdaj včasih pa se tudi zgodi, da ne vprašate, pa sem pač tiho. Pametno. Ampak pole pa še ta spin, ko se vrne, ko ti vrne nazaj, a te ne, to pa je reži, imam dolgo, a novo je in ti veš, da je novo. In pol pa ta spin, kak te to nisi še videl do zdaj? Kam me te gledaš? Ti kam me sploh gledaš še? A tak? Točno dobro! Če bi smo mogli biti ženska, se je zagotovila, glede na to, kako imaš naštudirano. Leta izkušnja. Tako da danes v debatni sredi debatiramo na to temo, 051 220 220 za SMS ali pa seveda na naših družbenih omrežjih. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.